Ljudje običajno avtomobile kupujemo z očmi. Seveda so pomembne še ostale vrline, kot so udobje, cena, zmogljivost in tako naprej, ampak če nam avtomobil ni simpatičen že na prvi pogled, z nakupom najverjetneje ne bo nič. X-Trail je eden tistih posebnežev, pri katerih vam mora nekdo dejansko povedati, kako zelo dobri so, ker vas sama oblika k nakupu verjetno ne bo pritegnila. A kljub škatlasti podobi zamižite na eno oko. Vam ne bo žal. Tole je sedaj prenovljeni X-Trail, ki ima največ novega spredaj, kjer je drugačen odbijač in kjer so luči dobile v zadnjih letih tako popularne LED diode. Tudi zadek so malce spremenili, a bolj pomembne so tiste spremembe v notranjosti. Predvsem tanjši sedeži, zaradi katerih imajo potniki na zadnji sedežni klopi sedaj več prostora za kolena. Čeprav je armaturna plošča iz trde plastike in čeprav je robustno trd tudi prtljažnik, kar oboje nekako namiguje, da je X-Trail neustrašni terenec, pa je nivo udobja neverjetno visok. Že dolgo časa nisem sedel v tako udobnih foteljastih sedežih in tudi vzmetenje je nastavljeno sila mehko, zaradi česar grbin, kot so ležeči policaji, skoraj da ne boste čutili. Po drugi strani pa vozne lastnosti niti niso kaj dosti slabše od tistih v SUV-jih. Pravzaprav so celo boljše in to prvi trenutek, ko zapeljemo izven urejene podlage. Kjer športni terenci omagajo, X-Trail zaradi odličnega štirikolesnega pogona in zapore diferenciala samo skomigne z rameni in gre pač naprej. Tudi stroboskopski luči na strešnih letvah namigujete na to, da je avtomobil pripravljen na izgubljanje v divjini. Dvolitrski dizelski motor s 110 kW moči v tem avtomobilu svoje delo opravlja odlično. Z njim v nosu je X-Trail namreč živahen, motor je lepo prožen, kombinacija moči in dokaj težkega avtomobila z obliko kocke pa niti ne jemlje posebnega davka pri porabi goriva. Na testu je ta znašala dobrih 7 litrov na 100 km, kar je odličen rezultat. Pri vsem skupaj pa ne gre mimo nekaterih kritik. Zvočna izolacija je dokaj slaba, zato se zvoki iz zunanjosti kar precej prenašajo v notranjost. Tudi v najbogatejši opremi radio ne podpira MP3 formata, že šibkejša stopnja ogrevanja sedeža pa vam bo hitro zažgala zadnjico. A napakam navkljub je za okoli 33 000 evrov takšen X-Trail zelo dober nakup.